Lucija, a lahko to ostane med nami? Ja, Sara, itak da. No, jaz imam pa nekaj, kar lahko uporabljajo, kdorkoli lahko to uporablja. In sicer je analni čepek in sem prinesla še škatlo, ki mi je tako lepa škatla. Ani cute. No, to je Sara zame izbrala, tako da boste vedeli. Ker mi je zdaj v bistvu naredila en cel paket stvari, ker jaz nisem načela, kaj bo prišlo do mene. In nad tem sem bila kar mal presenečena, sem tako pač, jaz moram zdaj to sprobati. Kaj pa je to, kam si Analni to? čepek To si daš... v anus. Okay. In še ugotovila sem en nov life hack. Mogoče je to za nekoga, ki je zaprt. Mu pomaga. To so včasih uporabljali zdravniki za zaprte ljudi. To ni posplošeno. mit? Ne. Obstajal je dr. Young, ki je izumil, v narekovajih, analne čepke, ki so zdravili praktično vse težave, tak set je bil različno velikih in si tudi zaprtje, pa akne, pa vročino, pa histerijo. vse, kar si lahko. Analni čepki. Analni čepki. Sam so potem kar hitro so pogruntali ljudje, da je to nateg, po domače povedano, in pa je šel tudi v zapor. Ni dolg problem. On je sem hotel, da vsi uporabljajo te njegove analne čepke. Pa tudi zaslužiti. Pa očitno je pač to on ugotovil, da je full fine, da mu paše analna stimulacija. Verjetno se je tudi malo bolj počutil potem in on je pol kar neke svoje zaključke naredil, ki niso bili zdravstveno podprti. Tako da ja, so full fajn, da ste rekli to, da so proti zaprtju, ker so jih tudi tako marketirali. Torej lahko jih uporabljamo tudi, če smo zaprti. Ja, jaz bi raje rekla, ko nisi zaprt. Jaz ne bi dajala nekih stvari notri, ko že imaš notri stvari. Ja, točno tako. Ja, ker potem boš pa ven dal, pa bo kakšna, razen če želiš, no zdaj. Ni to, ne bo zdaj pomagal proti zaprtju. Jaz sem zdaj ugotovila, ker ta je tak navaden. Obstaja tudi vibracijski. Ampak tega lahko spremeniš v vibracijskega in sicer vzameš pač en navaden vibrator in ko imaš pač to noter, ga tlele naslonaš vibrator, ker to je zunaj, ne? In se pač vibracije potem silikonu prenesejo in potem ti tako noter vibrira in je top. Ker meni so ful boljši vibracijski čepki, kot navadni. Pa zakaj pa bi v bistvu imel analni čep? Vhod v anus je analni sfinkter. In to je zato, da ga razširiš ali kaj? Ne, pa še. Prijeten občutek je. To je erogena cona, ki jo na tak način stimuliraš. Čist neizobražen na tem področju. Nič hudega, se veliko ljudi. Super, da vprašate vsa ta vprašanja, ker mnogo kdo to gleda, pa ne ve tega. Tako da, mi pa tudi poveva, kdaj, ne pa vsakič, pa si mislijo, da se to že vsi vejo. Pa ne gledajo vseh epizod, pa ne vejo pol vsi. Ne? Tako da, fantastično. Analni sfinkter ti stimulira. To je erogena cona, ki je noro občutljiva. Tudi notranjost je zelo občutljiva, pri moških še posebej, ki imajo prostato. S tem čepkom je ne boš zadev. Rabaš nekaj malo daljšega, ker prostata je tam 10 cm, moraš iti globoko. To je žleza, približno za orh velika, in potem to lepo stimuliraš. Ampak ti pa da tako neko dodatno stimulacijo. Plus, če imaš ti čepek noter med seksom, da občutek tistemu, ki penetrira, da je nožnica ožja, zato ker pač to pritiska, a ne še na to steno nožnice. Ta stena je tak med anusom, pa nožnica je ful tanka. Ta čepek bolj pritiska in je potem malo občutek, da je bolj osko. In tudi ti imaš občutek, da je bolj osko in da je on potem malo bolj obdarjen zaradi tega, ker je vse malo bolj občutljivo, a ne. Pa če imaš vibracijski čepek, pa čutiš in ti vibracije in on vibracije in je tako a whole party. Ja, tako da čepki so drugače ful lušna zadevica. Bar bi imel analni čep. Ni navdušen. On ga že naroča zdaj na telefonu. Ne, drugače tudi moški jih radi uporabljajo. No. Čak, do tam še pridemo, no. Bo tudi resno še. To je, glavno, analni čepek tale je Fantasy Liquid Silicone M-size, v glavnem dobite ga na Pitch Popu, lahko uporabite kot med nama 10. Zdaj gremo pa naprej na epizodo. Ja, jaz bi pa se še nekaj dodala, da vsi ljudje mislijo, da so čepki malo strašni. Ko prvič slišijo, ne, ampak dej povej, koliko ljudi, ki proba čepke, jih pol ful obožuje. Ja, ful velik, večina. Večina. Tudi, če vam tukaj naredi v glavi prav, če ne pa ne.